Ok, pozdravljeni, dobrodošli na četrtem predavanju v sklopu letnika predavanj Inštituta za delavske študije na temo vojne. Danes je z nami Gal Krizmanič, ki bo predaval o moderni vojni ekonomiji v Rusiji in Ukrajini. Format verjetno že poznate. Najprej cirka 1 ura predavanja, potem pa je še čas za vaše vprašanja in komentarje. Tako da, Gal, jaz bi ti kar predal besedo. Ok, super. Wow, ful dober, ful vas je veliko prišlo. Jaz bom to, tako pač jaz imam izkušnje z radijske oddaje, tako da bo to malo podobno pač moje radijske oddaje, I guess. Pozabil sem, da bi bilo boljše, da bi imel nek papirju na printen, tako da upam, da ne bo bed, ko bom pač malo zjavil noter v ekran. Mogoče začnem s tem, kaj bi rad povedal. Pač ideja tukaj je bila, ker ste me prosili za predavanje, da je pač to relativno preprosto predavanje, oziroma da pač bo bolj teoretsko močnejša predavanja sledila, oziroma s fokusom bolj na teoriji, pa kakor jaz vem, bo pač v bistvu že naslednji teden ima Sašo o vojnem keynesianizmu. In do neke mere lahko govorim o tem, kar bom govoril tudi pač kot ima neke elemente vojnega keynesianizma, tudi to, o čemer bom govoril, a ne. Tako da jaz bom pa tukaj pač tako neke konkretne stvari govoril, hkrati je pa to nek primer, kako pač države razmišljajo, pa kako so neki parametri, v katerih se gibamo. Se pravi, tukaj obeh, tako v primeru Rusije kot Ukrajine, gledamo relativno moderne države, čeprav v primeru Ukrajine nekoliko revnejše oziroma obubožane, to še ne pomeni, da pač ni država razvita v tem smislu, da ima razvite pač da ima pač razvite vse elemente pač države oziroma pač instrumente države, institucije in tako naprej, ki pač omogočajo pač vplivati, voditi gospodarstvo na tak način, kot ga vodi. In tukaj v bistvu bom govoril o nečemu, kar sem se odločil poimenovati vojni režim, se pravi s tem pomenom, da veljajo neka specifična pravila oziroma predpise ravnanja v temu režimu, o katerem ga bomo opisovali, ne. Videli bomo kar nekaj razlik med Rusijo pa Ukrajino. Ne bom toliko govoril o temu, koliko te države pač so dosegle v proizvodnji orožja ali pa kakšni so bili ti efekti te ekonomije na bojišču, a ne. Ker pač, ne vem, se mi zdi, da to niti ni moja, ne znam kaj dosti o tem povedati, ampak mogoče vse ne pozabimo, da to pa je poanta tega, kar počnejo, a ne. Čeprav, ja, pač pod površino vse dogajajo, vse te stvari, o katerih mi govorimo, ne na tem predavanju samo, ampak tudi na drugih, tudi na prejšnjem, razporeditve premoženja, se pravi, tudi položaj delavcev in tako naprej, a ne. Ampak vojna je za gospodarstvo, se pravi, transformativna neka perioda, in bo imela tudi neko dolgo senco, ko bo te vojne konec, večina držav jih je imela, ne, ampak hkrati so pa v bistvu imperativ teh odločitev v glavnem pač, oziroma so vse upravičene te odločitve s potrebami bojišča, ne. In dejansko, kar pač v veliki meri zaznamuje po moje vojna ekonomija, je pač en izredno močen element kaosa, ki se dogaja, oziroma kot je ta slaven citat Mikea Tysona, ne, everybody has a plan till gets punched in the face, ne. Se pravi, številne odločitve se tukaj bojo sprejemale na hitro, na podlagi pomanjkljivih informacij in v bistvu se bojo spreobrnile čez pol leta ali pa kaj v določenem času, a ne. Tako da hkrati imamo pa pač to neko močno planiranje, zelo močno državno upravljanje ekonomije na delu. Se pravi, skrb teh ljudi, ki
ki tukaj so akteri v teh transformacijah, so pač so neke vojne potrebe, ampak nas to ne zanima, dobro pa, da imamo v vidnem polju. In druga stvar, ki se mi zdi tako vse za omeniti, je, da vojna je neka strašno kruta, surova stvar, ki jo ljudje počnejo, in v bistvu za te ljudi, ki so v vključene vojne, ekonomija ni najbolj pomembna stvar, ki jo bodo delali. Ne glede na to, kakšne efekte, kako močne efekte ima, ampak je v bistvu za te aktivne udeležence vojne ekonomije pač to sekundarnega pomena. Se pravi, ekonomija kot veda v neki dejavnosti, ki je kolektivna, ki se zelo veliko ukvarja z motivacijo ljudi in njihov odločitev, pač mogoče pač dobro, da imamo to vse do neke mere v oziru, se pravi, ne me vrš ven, mogoče malo Klausovica uporabil, ki pravi, da se vojna, ne toliko, da je vojna nadaljevanje politike, ampak da se vojna zgodi, ko se neka napadena stran odloči, da se bo borila, ne samo predala, ampak ker je ključno je, da politična odločitev, ki je pripeljala v vojno, definira vojno tekom njenega trajanja, s tem, da določi raven napora, ki ga posamezna pač skupnost pripravlja na vložitev v to vojno. Hkrati pa v bistvu imamo drug element, da ima vsaka vojna neko tendenco, da s časom racionalizira svojo rast in povečevanje ambicij, pripravljenost na večje žrtve in to deluje tako na bojišču kot v zaledju. Se pravi, ta vojna ima tudi neko plat, ki pač uhaja logiki, je pač neka manifestacija čistega sovraštva med ljudmi in nekih čustvenih izkustev, ki jih ljudje pač doživljajo v vojni, ki jih potem dalje motivirajo. In v tem smislu pač vojna tudi beži neki racionalni ukoreninjenosti v neke politične pa gospodarske okoliščine. Se pravi, te napetosti v bistvu v vojni stopnjujejo kaos vseh dogodkov, ki se dogajajo in tudi pač kaos odločitev, ki se sprejemajo v kontekstu vojne ekonomije. In pač to je seveda za ekonomijo, ki se načeloma ukvarja z pač racionalnimi agenti v vojni, se pravi, predvideva ekonomija, sploh tista slabša, ekskluzivno predvideva v bistvu neke racionalne akterje. Seveda temu se probamo izogniti, ampak neka tendenca, neko razmišljanje v ekonomiji je pa tukaj prisotno v tej smeri, in jih v bistvu na podlagi vojne ekonomije se moramo tega zavedati, da to ni najboljše vodilo in da pač imamo te stvari, ki sem jih zdaj mogoče povedal, tako nekako na robu vidnega polja, ko razmišljamo o tem, oziroma ko ocenjujemo tudi pač neke te rešitve in to, kar pač delajo. Se pravi, Rusija, zdaj v tej vojni v Ukrajini, pač, kar se Rusije tiče, je ena pomembna stvar, da se je Rusija odločila pač za vojno, oziroma je odločila se eskalirati vojno leta 2022, in to ima neke prednosti prinaša, se pravi, v tem smislu, da je pač da se je pač rusko vodstvo pač zavedalo, da se lahko na neki točki znajde, oziroma da pač je premišljalo, da bo pač se prej slej znašlo v neki situaciji, ko bo Zahod, da ga tako poimenujem tukaj sam, uvedel neke sankcije proti njima, in v bistvu ruska ekonomija v letih pred vojno je bila praktično 10-15 let precej restriktivna, varčevalna in v bistvu je konstantno hrčkala pač neke zaloge, ki so državo naredile odporno na te sankcije, ki so potem pač se zgodile takrat leta 2022.
in pač to je tudi deloma pojasnilo, zakaj pač so bile sankcije Zahoda pač tako neefektivne. Po drugi strani pa pač ta način, kako je Rusija vstopila v vojno, pač bil, je še vedno pomemben glede v kakšnem smislu je pač ta vojna bila politično v Rusiji predstavljena, prodana, kot pač specialna vojaška operacija oziroma kot ne vojna. Ne? In zaradi tega je neka popolna mobilizacija politično v bistvu problematična in se je oblast poskuša izogniti. Ne? In v bistvu vodi vojno in vojno ekonomijo na tak način, da pač ne posega oziroma čim manj posega v civilno sfero. Oziroma poskuša narediti vojno kar se da neprijetno za tiste, ki se tega noče oziroma se z njo noče ukvarjati. No. Tako da v bistvu, kar po mojem mnenju pač definira rusko vojno ekonomijo v tej vojni je to, da je to država, ki ni uvedla zelo temeljitega režima vojne ekonomije in to lahko vidimo tudi v nekih teh podatkih, ne, se pravi, obrambni proračun je zrastel na 7 do 8% BDP-ja iz 3,5, kar je visoko, ampak v bistvu ne drakonsko visoko, to je pač imela Amerika v 60-ih, to je imel pač Kennedy, recimo, pač take broja, pa še više obrambne proračune. To je veliko nižje, kot jih je imela Sovjetska zveza, kar je pač seveda tudi del mislim, to je referenčna točka, mislim, nek del kolektivnega spominja ljudi v Rusiji, ne. Recimo, proračun Ministrstva za obrambo danes znaša cirka dvakrat toliko, kot je pred vojno, okoli 120-130 milijard dolarjev. Zdaj tukaj pač, kako preračunavamo te ruble v dolarje, pač oziroma evra, no, je tako približano, ne, ampak nam da malo nekaj občutka, ne, primerjavi pač tudi s temi proračuni na Zahodu, ne, se pravi, evropske države kolektivno zdaj imajo skupno obrambne proračune visoke nekih 340 milijard evrov. In obrambni proračun predstavlja tudi malo več kot tretjino državne potrošnje. Tako da gospodarsko je to ekonomija, ki je relativno v nekih normalnih okvirih, edino nekoliko je pa šponana, da tako rečemo, ne. Se pravi, sploh v lanskem letu se lahko pač zelo lepo definira, da je to pač neka ekonomija, ki se pregreva oziroma pač deluje na robu svojih pač normalnih kapacitet. In to se vidi, recimo, eno je bila inflacija relativno visoka, ne drastična, ampak relativno visoka, 10%, predvsem je bila pa izredno visoka obrestna mera centralne banke, kar pomeni, da je v bistvu centralna banka zadrževala in še zadržuje en zelo močen pač inflacijski pritisk, ki pač izhaja iz zelo velikega povečanja potrošnje, ki ni samo državna, mislim, ni samo na račun vlade ali pa pač samo na račun tega, da pač država kupuje vojaško opremo, daleč ne, to je pač recimo četrtino tega. Brezposelnost je rekordno nizka, imajo že nekaj let kronično pomanjkanje delavcev. Rusija vsako leto izda 250 000 dovolilnic za delo tujcev, v zadnjem letu predvsem iz Indije. To je pač se pravi, po lanskem letu, ker je bil nek turistični napad na nek shopping center v Moskvi, so ruske oblasti pač ratale zelo sumljive do pač ljudi iz centralne Azije, pač so začeli pač šopati Indijce. Rast gospodarstva bila kar visoka, 4%, in pa predvsem, in to je zelo zanimivo, no, zelo visoka realna rast plač,
kar pomeni, da plače rastejo še hitreje kot inflacija, ne, se pravi, to je 6%, pa 0,5% na leto je pač, ko upoštevamo inflacijo, pač za neko moderno ekonomijo Evrope, ne, bi tukaj govorili pač o 1-2%, pa pač Rusija ni, sploh ta Moskva, Sankt Petersburg, pač to ni toliko različno, ne, tudi pač po neki strukturi sektorja in tako naprej. In vse to pomeni, da imajo ljudje zelo veliko razpoložljivega dohodka in zaradi tega tudi zelo veliko potrošnjo, mislim, kar velika rast potrošnje, kar je zelo netipično v vojni ekonomiji, ne. Potem tudi visoka izkoriščenost tovarn in tako vse, prav vsi znaki, ki kažejo, da pač gospodarstvo dela pač s polno paro z vsemi cilindri. In tudi Ruska centralna banka, ki se smatra za neko relativno neodvisno pač institucijo, pač zasedajo pač liberalni tehnokrati iz deloma izšolani na Zahodu v 90-ih, ki pač večkrat ponavljajo, da v bistvu pač država nima nekih kapacitet, da bi še povečevala rast v nekih normalnih okvirih, ne. In tudi napoveduje se letos bistveno nižja gospodarska rast, kar pomeni še vedno pač delajo to, kar zdaj, ne samo ne povečuje se. Ne bom šel neki v podatke, koliko pač je ta vojna proizvodna ali pa kaj take stvari. Je pa zanimivo mogoče to, kako je vojna proizvodna v bistvu v Rusiji organizirana. Namreč Sovjetska zveza je imela pač enormno orožarsko oziroma vojno industrijo, ki je predstavljala tako pač, mislim, da tako skoraj ni, če se pogleda tako Sovjetsko zvezo v teh zadnji fazi 70-ih, 80-ih, ne, v bistvu praktično neprimerljiva skoraj s kjerokoli državo danes in tudi zelo, zelo močnim lobijem te industrije, no, ki je pač delal včasih malo po svoje. Tako. Glavno v 90-ih je to kompletno vse propadalo in potem je Putin v leta 2007 to združil v en gromozanski konglomerat, Rostec se imenuje. To je neka gigantska firma, ki ima tako 3/4 milijona zaposlenih in dela pač vse. V bistvu vse, kar je za mornarice v eni firmi in vse ostalo v drugi. Tanki, letala, pač vse skupaj. No in ta firma, ne, ima se pravi, zadnji njihovi finančno poročilo je za leto 2023, ki je bilo izdano od sredi lanskega leta, ki sem ga malo šel pogledati. In oni imajo prihodkov 21 milijard evrov. Se pravi, v Ameriki bi prišli mogoče na 5. mesto orožarskih industrij, podjetij. Se pravi, največja ameriška firma v orožarski industriji je Lockheed Martin, ki ima tako, mislim, da čez 120 milijard prihodkov na leto. Tako da v bistvu ni neka pač militarizirana, nek primer nekega militariziranega ekonomije, no. A pa neka globoko militarizirana ekonomija, no. V bistvu velik del tega povečanja te proračuna in tega v bistvu požrla inflacija, ne, zaradi tega, ker ta vojaška industrija silno konkurira za delavce z vojsko v resnici, ne. Ljudje, ki so primerni za vojsko, so ponavadi pač neki sodobna pač vojaščina je pač zelo lahko veliko pač nekih inženirjev potrebuje, ne, in vojna industrija isto. In na leto pač vojska pobere 350,000 takih ljudi iz pač trga dela z zelo visokimi plačami, ne. In tako, da so se pač v tem ni pa nobenih omejitev, ne. Se pravi, Rusija ni izvedla mobilizacije oziroma izvedla eno mobilizacijo,
v oktobru in novembru leta 2022. To se je izkazalo za tako zelo politično občutljivo stvar. Tehnično je ta ukaz o mobilizaciji še vedno odprt, ampak v bistvu ne izvajajo več, takrat, ko so rekli, da so pač kao izpolnili te svoje cilje. In v bistvu v naslednjih letih, tudi letos, vojska pač, to je pač javni podatek, pač pove, koliko potreb ima, mislim, koliko vojakov si želi imeti na fronti. To znese, da morajo pač rekrutirati okoli 30,000 ljudi na mesec. In pač to se v glavnem zgodi. Na fronto ne pošiljajo nabornikov, čeprav bi jih pač tudi po njihovi veljavni zakonodaji bi jih lahko poslali tudi na fronto. Se pravi, prvo je bilo to, da niso razglasili pač vojnega stanja za tega, ker če bi razglasili vojno stanje, bi lahko pač vpoklicali nabornike. Naborniki so lahko vpoklicani pač v bojne operacije, če samo branijo državo. Ne. Se pravi, v tem primeru pač ni treba razglasiti vojnega stanja, da se pač navadne nabornike, to so pač mularija stara 18-19 let, pač pošle na fronto. In tega se ni naredil. In tudi zdaj, ko pač včeraj, pač si se novinar, pa so pač dubali pri nam v desku, pač novico, Rusija povečuje mobilizacijo, pač ni res. Sam nekoliko je povečala pač ta letni nabor, letni vpoklic nabornikov. Se pravi, niso vsi fantje, niso pač ni cel letnik vpoklican, sploh v služenje vojaškega tega roka. In pač tisto odsluže 1 leto in grejo domov. Vsi, ki so pač na fronti, so pač v bistvu poklicni vojaki, ki so bili motivirani s tem, ki so pač zelo visoko plačani. No? In to je pač v bistvu mehanizem, kako se napaja ta fronta. Posamezne regije so dobile kvote, koliko vojakov morajo prispevati. In zaradi tega so zelo velike razlike med tem, koliko so vojaki plačani. Zaradi tega, ker bogatejše regije pač iz svojih proračunov plačujejo vstopne bonuse državam, pač vojakom. In pač v tistih revnejših regijah pač je to veliko manj kot v tistih bogatih. In recimo v Moskvi vsak vojak, ki se pač za 1 leto pač zaveže, da bo bil v vojski in pa pač jasno pač sam pošljejo v Ukrajino, je samo zato, da podpiše pogodbo, dobi več kot 20,000 evrov, samo od moskvske pač oblasti, pa dobi še državno in tako naprej. Tako da v bistvu nov vojak lahko v Rusiji za 1 leto vojske pričakuje okoli 60,000 evrov. In tako, če pač pogledamo kupno moč, bi bilo tako, da bi v Sloveniji ponudili ljudem tako okoli 100 jurjev za 1 leto služenja v vojski. In pač tako, pač tam tudi v teh regijah pač lahko si kupiš hišo v bistvu s tem. In ljudje pač grejo za tega, da pač familije pač postavijo bajto ali pa kupijo avto in tako naprej. In to je v bistvu prva vojna v zgodovini Rusije, ker so vojaki dobro plačani. Je nekaj tako. V glavnem, pač v primeru Rusije pač kapaciteta vojne ekonomije v bistvu določa neke zelo konkretne omejitve števila ljudi, ki lahko delajo, kako je njihovo znanje, kakšne so spretnosti. In v bistvu to je ena poanta, ki se mi zdi zelo pomembna, da vse to financiranje lahko to samo oteži ali olajša. To so pač neka orodja, ki omogočajo neko to organiziranje ljudi. In lahko bi šli veliko dlje. Samo oni ostajajo v okviru nekih relativno normalnih ekonomskih praks. Ampak recimo, če bi samo rekli tako, da bi začeli za tega, ker pač pomanjkanje delavcev,
zato ker, ne vem, zdaj v Rusiji je pač cel boom gradnje bajta, ne. Dol sredi lanskega leta so imeli pač neke ful ugodne kredite in pač ljudje so noro gradili bajte, in seveda pač to veliko ljudi zaposluje pač gradbeništvo, ne, in če bi oni hoteli spustiti nek bazen pač ljudi za tovarne v vojne industrije, bi pač samo omejili neke take stvari, ne, pa tega ne naredijo. Mogoče sem temu še vrnil, ne. Zdaj bom samo mogoče nekaj rekel še glede sankcij, no. Se pravi, sankcije niso imele nekega enormnega vpliva na Rusijo. Malo so bile pač tako, kako so bile postavljene sankcije, so na nek način zelo dobra refleksija Zahoda, a ne. V tem smislu, da so se masovno sankcionirali pač neki milijarderji ruski, bodisi so bili blizu Putinju, bodisi so bili čistko XY, oziroma sploh niso imeli nobene veze s Putinom, a ne. Pač po tej teoriji, da bojo pač potem te oligarhi šli do Putina pa rekli, zdaj pa pač konc zebancije. In to je pač natančno razlog, zakaj Putin tako še vedno, mislim, izvor pač originalne Putinove priljubljenosti v Rusiji je ravno to, da pač se je uprl oligarhom, a ne. Medtem, ko pač moje mnenje je, da pač če bi na Zahodu vsi bogati ljudje v Evropi ali pa v Ameriki šli do svojih predsednikov in rekli, to je grozen, pač nam so denar pobrali, mislim, kako bi oni odreagirali na to situacijo, a ne. V bistvu makroekonomski učinek teh ukrepov je bil tako vračanje kapitala v Rusijo, a ne, ker so pač te oligarhi videli, da jih lahko samo Putin zaščiti, a ne, zato ker jih je pač Zahod pač jim je zamrznil premoženje, a ne. Poleg tega so pač uvedle evropske države po neki podobni logiki, a ne, sankcije na cel kup pač evropskih izdelkov recimo v Rusijo, a ne, luksuznih izdelkov, v smislu, da bojo pač naredili življenje manj tako neudobno za srednji razred in potem bo ta srednji razred nekaj se uprl, a ne. In potem imamo recimo, to sem še enkrat pred leti že, mislim, ko sem prvič delal neko oddajo o temu, zelo močno so pač zastopani luksuzni izdelki evropski, a ne. In najdeš tako noter pač itak vse vino, šamponjake, vse to, a ne. Med drugim najdemo recimo lasulje, umetne brade, meče, drage gospodinjske aparate in kaviar, se pravi, prepovedan je uvoz evropskega kaviarja v Rusijo. No, mislim, jasno se dogaja potem pač v bistvu kontraband čez cele države, ne, čez tretje države, ne, in potem evropske države pa takrat niso hotele pač v bistvu nič narediti, ker se jim je pač povečala trgovina s Kazahstanom za pač 600% v enem letu, recimo mislim za Nemčijo, a ne. Neka taka malo bolj opazna stvar je bila pač prepoved uvoza letal in letalskih delov, zaradi katerega so zdaj tako polovica letal, pač to je opcija v flotih, ne, je pač v bistvu najetih, a ne. Vse te firme so registrirane zaradi pač davčnih pač razlogov seveda na Irskem, a ne. Tako da je pač tehnično gledano pač polovica letal na svetu pač v bistvu last irskih podjetij. Pač ko so te sankcije začele veljati, bi mogla v bistvu ta letala vrniti, a ne. Jasno jih niso, a ne, pač Rusija je pač omogočila v bistvu nacionalizacijo teh letal, a ne. In v bistvu se vzdrževanje teh letal se dogaja zdaj naprej v Turčiji. Sicer je deloma so se naredile pač neke, ne res letalske nesreče, ampak pač tako mislim, ne s tako smrtnim izidom, ampak tako par letal je pač zletelo z stez v Rusiji v zadnjih 2 letih, ker so tako letela z pokvarjenimi bremzami. Ampak načeloma je ruska pač letalstvo preživelo. Je pa recimo uvedla Rusija pač prepoved letenja nad njenim zračnim prostorom, a ne. In zaradi tega recimo so vsa evropska letalske družbe postale praktično nekonkurenčne za polete v Azijo, a ne.
zato ker se treba poletiti okoli Rusije, ne, in seveda pač Kitajska pa indijska letala pa lahko letijo čez Rusijo nazaj, ne, in je pač ko let z indijskim letalom v Indijo, ne, tako 1 uro krajše kot pač s letalom evropske družbe. Dobro, ne bom tukaj pač preveč zgubljal cajta s temi sankcijami, mogoče samo še takrat se je veliko govorilo o tem plačilnem sistemu SWIFT-a, ne, prek katerega si banke mednarodno pošiljajo denar, iz katerega so Rusija pač izključila, ne, ta SWIFT je registriran v Belgiji in zaradi tega je to Evropska unija lahko naredila. To v bistvu pač pomeni določene stroške dodatne, celo stvar naredi manj učinkovito, ne, ampak ne ustavi, ne, zato ker pač se mi zdi spet denar oziroma finančni sistemi so vedno sekundarni temu, kar se realno dogaja in te sistemi ali ko otežujejo ali pač ko onemogoča neko organizacijo, ampak če je pač vzpostavljena organizacija obče po drugih mehanizmih, pač ne more ostati. Tudi isto je bil pač zelo neuspešni so bili pač tudi te poskusi pač sankcionirati rusko naftno industrijo, ne. Rusija je pač spet tukaj pač v bistvu Evropska unija probala uporabiti svoja neke regulativne vpliv oziroma se pravi vsa ladje morajo biti zavarovane v nekih zavarovalnicah, ker tak baročen sistem je to, ker je pač treba zavarovati ladjo, pa tovor, pa motor posebej. Vse te firme so v bistvu v Londonu, ne, in potem se je lahko pač to naredilo, zato ker pač v trenutku, ko se je to sankcioniralo, te ladje niso imele zavarovanja, če so vozile nafto, ki je bila kupljena za več kot $60, kaj bomo potem pač še vedno nafta pride na trg, ampak Rusija ne bo tu imela toliko denarja. Kmalu v bistvu to ni imelo več efekta, zato ker pač Rusija ima svoje ladje. Je pa recimo prizadelo Rusijo in to pač sem zdaj, ker sem pripravil to predavanje, bral neka panika na nekih teh biznis portalih ruskih, zato ker pač s temi carinami, ki jih ima Trumpa, ne, pač ful padla cena nafte, ne, in to pa je realen problem. Zdaj Rusija pač sankcije so deloma povzročile tudi nek gospodarski pač zagon v Rusiji, ne, zaradi tega, ker vse te evropske firme, ki so se mogle umakniti, ne, po eni strani so te evropske firme zelo poceni prodale svoje pač tovarne, ki so jih imele v Rusiji, ali so jih imele v partnerstvu z nekimi ruskimi partnerji in so jih potem ti partnerji pač za džaparac pokupile, ne. Po drugi strani je mogla pa Rusija pač, oziroma je Rusija investirala zelo veliko v nove kapacitete, ki pač proizvajajo te produkte, ki so jih prej uvažale, ne. Tako so že leta 2014 v bistvu evropske sankcije povzročile nastanek ruske industrije sira, ne, ki prej ni obstajala praktično. In tako polovica, recimo, tako, če pogledamo, to je neki intervju bil z Belousovom, ki je zdaj obrambni minister, prej bil pa podpredsednik vlade, povedal, ne, se pravi polovico rusko gospodarstvo raste pač, odkar je vojna se začela. 3,5% približno vsako leto. Polovica te rasti je pač na račun novih investicij, ampak samo 30% teh investicij je v orožarsko industrijo, 70% so investicije, ki so se zgodile zaradi nadomeščanja evropskih firm oziroma firm, ki proizvajajo izdelke, ki so bili prevoženi iz druge. In to je podatek iz konca leta 2023. Se pravi, spreminjajo se te verige, ne. Zdaj, to je po eni strani nova gospodarska dejavnost, pač ljudje dobijo službe za v teh firmah, ljudje pač dobijo službe, kar delajo te firme, ne. Je pa res, da je to tudi manjša pač
hkrati pa je to manj učinkovito, ne. Saj je bil razlog, zakaj so preuvažala, ne, zato ker so bile te stvari cenejše, kot če bi jih sami delali, ne. Tako da na nek način pač se dogaja neka, recimo temu stagnacija oziroma stagnacija pač zaradi sankcij se v Rusiji dogaja neka stagnacija produktivnosti, ker to pomeni, če pač moraš ti delati, se pravi, nimaš izbire, se pravi, firme oziroma pač zaposleni se manj specializirajo za neke stvari, ne, morajo delati pač neke stvari, ki bi jih lahko cenejše uvažala, ne. In tudi Putin sam, recimo, je imel lani en tak, to smo imeli govor o temu, na to temo, ne, da se bojijo pač neke te stagnacije in da mora biti, ne sme biti država preveč usmerjena v vojaško industrijo. In tudi konec koncev, druga stvar so recimo te naftne industrije pač enormne količine denarja vložila pač v severni tok, vso to infrastrukturo, ki je pač dobavljala plin. In to so pač te Gazprom financiral, ne, in to je pač v bistvu propadla naslednja naložba zaradi tega, ne. Ja, kar je pa zanimivo, moram malo zavrteti tale. Ja, mogoče pač, če gremo tukaj nek zaključek, no, Rusije, pa gremo pol na Ukrajino, je, se pravi, sem šel naprej. Ja, no, nekaj pač te značilnosti, da tako v nekih anketah, ki so relativno pač neodvisne od Kremlja, ne, pač ljudje konsistentno izkažejo pač neko relativno visoko zadovoljstvo s svojim pač materialnim položajem oziroma pač počutijo se pač, mislim, da so njihovo življenje, kaj jih vprašajo, a živite boljše kot prejšnje leto, ali so optimistični glede te svoje prihodnosti, pač so zelo pozitivni. Omenil sem to že, to manjšanje produktivnosti, kar bo problem na dolgi rok, ne, in tudi to, da pač, ko se ta vojna konča, v bistvu Rusija ne bi mogla, oziroma se to je neka mislim, niti ni tajna, ampak to je dosti jasno, pač, da se ta vojna ekonomija ne bo končala s koncem vojne, ampak se bo pač del tega vojnega režima v bistvu nadaljeval. No, ena zanimiva stvar, pa, ki mi je pa še padla od oči, je pa, da je tako v strukturi prebivalstva v bistvu so največ pridobile revnejše regije in v bistvu revnejši sloj prebivalstva. To izhaja zelo iz tega, kaj se je zgodilo z Rusijo v 90-ih, ne. Sovjetska zveza je vodila nek približno oziroma poskušala voditi nek razpršen gospodarski razvoj sploh in zato, ker je bila pač toliko velik del novih investicij v industrijo je bil v bistvu v orožarsko industrijo, in zaradi tega, ker je bila ta orožarska industrija še posebej razpršena zaradi pač nekih vojnih razmislekov, pač razpršene tarče in take stvari, ne. So v bistvu te regije zunaj teh centrov bile v bistvu so bile tukaj, je bila pač največ vojaške industrije, to je vse propadlo v 90-ih. In to so najrevnejše regije, ne, Rusije bile, oziroma so deloma še zdaj, ne. Recimo, to je zanimivo, ne, se pravi, recimo Sankt Petersburg relativno bogat, primerljiv z evropskimi državami, ampak te regije zraven Estonija pa Baltija so pa tako ene najbolj revnih v Rusiji, ene bolj revnih v Rusiji, no. In ja, in pač te investicije, ki se zdaj dogajajo, so najbolj v bistvu dvignile, pač vojna je neko socialno dvigalo bilo, ne. Hkrati so pa te revnejše regije tudi, z njih je pač šlo največ tega denarja, ki ga pač v bistvu zaslužijo vojaki, ne. Se pravi, iz te regije prišlo največ vojakov, te vojaki pošiljajo denar v bistvu svojim družinam, te družine potem to naredijo, kot sem omenil, hiše in tako naprej, no.
in to. Recimo padec ljudi, ki živi pod pragom revščine, se je zgodil iz 13,5 na 8%. Tako da to je zanimivo. Hkrati pa pač seveda vojna ekonomija izrazito centralizirana, državna, in neke druge stvari pa, se pravi, oligarhi pa obvladujejo stvari zunaj obrambne industrije, ne. Recimo zaradi teh, zdaj se je Rusija usmerila pač, da bo izvažala plin na Kitajsko, gdje so pred par meseci so dokončali ta plinovod Power of Siberia na Kitajsko, koštal je 60 milijard evrov, zgradili so ga pa dva ali tri oligarhi, ki so pač badi od Putina, ne. Ja, kot pa sem rekel, no, pač Rusija ni primer recimo neke države, ki bi pač zelo recimo, če primerjamo z Anglijo med drugo svetovno vojno, ne. BDP za obrambo je bil Anglija med drugo svetovno vojno je bil tako čez 50%. Država, ki je imela 40 milijonov prebivalcev, je imela 3,5 milijona ljudi v uniformi. Ne, Rusija danes tako 1,5 milijona, pa ima tako 130 milijonov prebivalcev. Nobenih pač nekih hrane na bone in takih stvari, ki jih je imela Anglija. Ne. Pa je to neka recimo, da ne, če rečemo primerljiva država, pač mislim primer Nemčije ali pa pač Sovjetske zveze še bolj ekstrema. Ne. To je država, ki sploh ni imela vojne na svojem teritoriju. Rusija, Ukrajina. Ukrajina mogoče malo manj zanimiva zgodba, hkrati pač, ker sem se lotil Ukrajine, je ful zanimivo to, da ima za Ukrajino zelo dobre podatke. In razlog, da to je pač posojilo IMF-a, ki vsake 3 mesece objavi tako 150 strani dolgo poročilo, v katerih je pač vse noter napisano. In IMF v teh poročilih konstantno pač izpostavlja, konstantno hvali v bistvu ukrajinsko vlado, da je v teh reformah, ki so jim predpisali, še bolj uspešna, kot so oni rekli, naj bo, da je pobiranje davkov še bolj učinkovito, kot so ga predvideli, da je primanjkljaj še manjši, kot so mislili, da bo, in v pač ful jih hvalijo in tako tudi kažejo, tako, lejte, to smo pač, te zakone so mogli, to so vse izpolnili, boj proti korupciji, pač vse to so zaprli te ljudi in tako naprej, no. Reforme trga dela, to je tako vse lepo noter napisano. In za tega jim pač odobrijo, se pravi, Rusija v bistvu, se pravi, Ukrajina, teh programov v bistvu tako, da jih je ful težko slediti v resnici, no. De facto je v bistvu Ukrajina že od Majdana naprej, samo vedno novih, pač sledijo si novi pač te paketi, no. Zadnji je z 2024 za 15 milijard dolarjev, in potem vsake 3 mesece jim pač sprostijo nek naslednja pač ta paketa, ne. Poleg tega ima Ukrajina še 50 milijard posebnega posojila, ki jo financira z držav G7, in ko Evropska unija objavi, dali smo v Ukrajini toliko milijard, je v bistvu to denar v glav. Vse te stvari, ki sem jih jaz zdaj opazil, ki so jih objavljali, no, pa je bilo eno je bilo jih pred kratkim za 13 milijard, je v bistvu, oziroma ne vem koliko milijard že, no, je v bistvu evropski del tega denarja. Vsa te stvari tečejo pač ko večletno, no. Trenutno do 2027 in v bistvu to že vse splaniran, do 2027 pač kako bi moglo to prihajati. Tako da je skupno Ukrajina deležna ali pa ima zagotovljeno, obljubljeno okoli 150 milijard evrov pomoči, v večinoma obliki ugodnih posojil. Ampak to je pač, se pravi, to je finančna pomoč v Ukrajini, to ni vojaška pomoč. Vojaška pomoč je direktno pač neko orožje, ne, in potem te države ocenijo vrednost tega orožja, ne, in to
to dajo. A ne. Mislim, to je pač kao naša pomoč in tako dobimo te številke, ki jih objavijo. A ne. To ne pomeni, da je pač, ne vem, Amerika kupila to orožje za Ukrajino. Pač to je tako orožje, ki ga ima Amerika v skladiščih, ki ga bi v bistvu mogli uničiti. Zato, ker pač sploh recimo pač vse te rakete, te protitankovske rakete, a ne, to je pač to so stvari, ki imajo tako 25 let življenjske dobe, pol jih je treba uničiti in v bistvu to jim pošiljajo. Ne. In recimo, bilo je, mislim, da je bilo 2023, je bila neka ta novica, ki je bilo kao Biden tako, v bistvu smo narobe računali. V bistvu imamo še veliko več denarja za dati Ukrajini. Ne. Ker se je zgodilo to, ne, da pač kongres odobri neko vsoto, oni so dajali od teh svojih zalog to in so ocenjevali, koliko je to vredno orožje. Ne. In na neki točki so pogruntali, da so v bistvu staremu orožju pripisovali ceno novega orožja oziroma nabavno ceno za pač orožje, ki je čepelo 15-20 let v skladiščih. Ne. In potem so pač samo amortizacijo naredili na to orožje, ki so ga že poslali v Ukrajini in so ugotovili, da v bistvu imajo še tako, mislim, 9 milijard takrat dodatno. Ampak v glavnem je pa pač ukrajinsko gospodarstvo pač veliko bolj v vojnem režimu. A ne? Recimo že to, da Ukrajina itak izgubila je pač kot četrtina teritorija. A ne? Že to pač tudi te regije, kjer se pač dogajajo vojne, so pač tiste, ki so bile zgodovinsko v Ukrajini pač najbolj industrijsko močne. A ne? Poleg tega pač Ukrajina konstantno pač napada na strani pač Rusije z bombardiranji, a ne? Ki pač naredijo, pač ubijajo veliko ljudi in naredijo ogromno škodo. In pač predvsem je pač cilja se predvsem, pač Rusija cilja predvsem seveda elektro omrežje, ne. Tako da tudi po tistih sektorjih, ki so energetsko intenzivni, pač v bistvu so se čisto sesula, ne. Ni zaradi tega, ker so pač v bistvu Rusija cilja pač v bistvu elektrarne in take stvari, a ne. In v bistvu za Ukrajino je pač največje gospodarsko tveganje v bistvu poraz v vojni oziroma pač škoda, ki jo trpi zaradi vojne. Ne. Drugače pa je država pač zelo močneje mobilizirana. Ne. Itak pač Ukrajina ima mobilizacijo obvezno. Ne. Se pravi, obrambni proračun je 38% BDP-ja, ker je pač, to pa je pač ta rang države v svetovni vojni, ne, to je bila recimo, ne vem, Amerika med drugo svetovno vojno bila na nekih teh ravneh, ne. 2/3 državnega proračuna gre za vojsko, ne. Pač enormne številke, ne. Mislim, da je pač njihov proračun se je povečal, ne vem, 10-krat recimo, no, da nimam številke na pamet, ampak vem, da se uvoz recimo povečuje tako za 5-6 tisoč% recimo Ukrajine, ne. Ukrajina je ratala največji uvoznik orožja. Recimo, no, zdaj imam pa tudi nekaj teh pač slajdov s podatki. To mi je ful hecno, zato ker to pripravlja neka stvar, ne. To je tako malo side note, ne. To pripravlja neki inštitut, ki ga financira Privatbank, ki je največja banka v Ukrajini. Državna je in sicer je država pač mogla, mislim, da 2013 nacionalizirati. Ustanovil je en izmed ukrajinskih oligarhov, Ihor Kolomoyskyi, ki je v bistvu samo plačko pač po celo državo s tem. Ko pač država je imela, pač ta banka je imela tako depozite ljudi, bila je, mislim, največja banka v državi in on je to sam pač to sam tako posojal svojim firmam, ki so pač sam tako denarja pomniknil. In potem je v bistvu bila banka je bankrotirala, država je mogla rešiti zaradi tega,
pač folk bi ostal brez prehrankov, pač ko bi na računu. No, on je pol pobegnil v Ameriko, postal je največji nepremičninski lastnik v Clevelandu. In potem je sponzoriral neko stranko, ki je bila, ki se imenovala Služabnik ljudstva, ne. In Služabnik ljudstva se je pa imenovala po TV seriji, ki je bila na njegovi televiziji, ne, ker nekdo igra ukrajinskega predsednika, ne. In pač vemo, kdo je bil ta igralec, ne. Se pravi, Volodymyr Zelenski, ne. No, in pol sta se ona, ko je pa Zelenski prišel na oblast, sta se pa ona dva ful skregala. Oziroma pa Zelenskemu so začeli na Zahodu težiti, da mora njega odrezati, ne. In tako da so ga potem, ko se vojna začela, so njemu nacionalizirali vso premoženje. On je prišel nazaj v Ukrajino, ker je Zelenski prišel na oblast. Ker se je vojna začela, so mu vse skupaj nacionalizirali in polega leta 23 ga je tajna služba aretirala zaradi korupcije. In to malo povem zgodbo zaradi tega, ker se v bistvu v Ukrajini dogaja neka ful velika transformacija, ne. V pač tej megli vojne, ne, ki ni nujno, mislim, neke stvari niso slabe, ne, pač to, da so popakirali ful teh oligarhov, pač to je Ukrajino pač obobožala, ne. Pač Ukrajina država, tako Rusija je imela 90-ta, ne, in potem se nekako država stabilizirala, ne, Ukrajina je pač samo tako spoživela v ruskih 90-ih, ne, na nek način. Poleg tega pač so zaprli pač še ful nekih pač TV postaj, ki so bili proruske in tako naprej, ne. Se pravi, tako, vojna pač nek moment nekih ful velikih transformacij, ki se drugače ne more zgoditi. Okej, dobro. Da pridem nazaj, se pravi, to je pač njihov BDP, ne, mislim tako ravnost BDP, ne. Se pravi, vidimo pač to, da v bistvu Ukrajina stagnira že 10 let pred vojno, ne. In potem živi padec skoraj 30% BDP-ja, ker se v prvem letu vojne, in potem začne pač malo neko rast takrat naprej, ampak še vedno je 20% pod tistem, ki je bila pred vojno, ne. In to je v veliki meri preprosto zaradi tega, ker je 20% ljudi zapustilo državo, ne. Tako 6 milijonov ljudi manj je danes v Ukrajini, kaj jih je bilo takrat. Čakaj. In v bistvu takrat Ukrajina pač ima neko stabilno ekonomijo, tako to se ni sesul. Inflacija ima zelo podobno kot Rusija, 10%, obrestna mera centralne banke je tudi podobna, brezposelnost je malo višja, ampak tako ni drastično. Tako, pač. Vse to, kar se je napovedalo, se v bistvu ni zgodilo. Ja, to je pač tako, to je sestava pač v bistvu njih, kako so financirani. Se pravi, spet tukaj govorimo o tistem, kar je finančna podpora državi, ne vojaška pomoč. Zdaj sprem. Pardon. Ne. Sem k sebi. Okej. Se pravi, približno polovico ukrajinskega proračuna, samo polovico pokrijejo pač v bistvu davki, ki država pa dajatve, ki država pobere, ne. Polovico treba pokriti tudi nekje drugje. Od te polovice 3/4 pride iz te zunanje pomoči. Se pravi, vidimo tako na vrhnem, se pravi, Evropska unija, ne. Ker je modro, so posojila, ker je zeleno, so grants. S tem, da je tukaj, v tem primeru dve zeleni sta, ne. Ta svetlo zelena je vojaška pomoč, ki je prišla iz Amerike, ne. Poje pa, vidimo, glavna so pač to neka ugodna posojila, ne. Zanimivo je recimo Japonska, ne. Ker pač Japonska se lahko ful poceni zadolžuje zaradi nekih čisto svojih stvari, ne. In pač preprosto Japonska vzela pač tako 2 milijarde kredita, ker pač kaj je to njim, ker ima pač itak 250% državni dolg, ne. In pač ga dala v Ukrajini, ne.
IMF, ne, pol pa pač, kar je rumeno, so domače obveznice, ki jih izdajo. In v bistvu Ukrajina ima kar velike pač v bistvu plačila svojih dolgov, tudi starih, a ne. To mislim, itak so pač refinancirali pač te stare dolgove od pred vojno, so zamrznili v bistvu, pa jih v bistvu zmanjšali za praktično polovico. Pol je pa pač to rdečo, ne, je pa v bistvu inflacijsko trošenje, ker država v bistvu tiska denar, no. In tako se pač pokrije ta proračun, no. Deloma pač v bistvu tudi s tiskanjem denarja, tako pač čista klasična stara stvar, ne, se pravi, država pač naredi ene papirčke in ti papirčki pač plačajo recimo lahko neke storitve, ki jih država naroči. Ampak ja, no, pač drugače pa tako, vse to res je pomeniti, pač ko, to je država, ki ima tako ene 5-krat bolj intenzivno militarizacijo v ekonomiji kot Rusija, ne. To so recimo zdaj primerjava zunanjega financiranja z plačili obresti za tuje kredite, ne. Se pravi, nekako se pač v bistvu zgliha, ne. Enkrat je več, enkrat je manj. Oziroma tukaj je, se pravi tako, ne, se pravi, debt repayment je ta svetla modra, pa temna modra so pač deficit državni. Se pravi, vse, kar je svetla modro, v bistvu gre ven iz države, a ne. In celo mislim, tukaj je imel nekih srečo, da so jo mogli reševati, zato ker so evropske države same hotele zaradi svojih političnih razlogov narediti to plačevanje ukrajinskega dolga ven, zunanjega, ne, manjše od tega, ki ga oni plačujejo v državo, ne, ker to bi bilo pač smešno, da pač, mislim, to bi bilo politično problematično za evropske države, da samo plačujejo Ukrajini za tega, da lahko Ukrajina njim nazaj plačuje posojila, ne. In v tem smislu je pač Ukrajina se lahko dobro zdelala. Okej, to je neka taka zanimiva, se pravi, to je temno rdeča črta, ne, je pač nezaposlenost, rumena je pa so ljudje, ki pač zmanjšujejo svoje nakupe hrane. Se pravi pač, to je pač neka družba, ki je pod ful večjim stresom kot v Ukrajini, ne, v Rusiji, ne. To je recimo primer, zdaj pa samo še dve stvari imam tako, se pravi, kako je Ukrajino prizadel različno vojna, ne, se pravi, to je pač neka bila klasična temelj ukrajinske industrije, bila pač v bistvu kovinska industrija oziroma jeklarstvo, železarstvo, ne, pač čisti kolaps, ne, zaradi tega, ker je pač to je v bistvu, tukaj se vojna dogaja v Donecku, ne. Potem, ne, to je pa recimo stvar, ki je bila v bistvu kura, ki je nesla zlata jajca v bistvu za to Ukrajino v zadnjih, v tej njeni po osamosvojitveni dobi, ne, ta kmetijstvo, ne, pa vidimo, da v bistvu, zdaj tukaj izvoz, ki je pa segmentiran glede na kje izvažajo, ne, se pravi, temna modra so pristanišča v Črnem morju, svetla modra so pristanišča na Donavi, zeleno so vlaki, rumeno so pa teli tovornjaki. In v bistvu, ker vidimo pač, ko prvo kolaps, pa se čisto dvigne nazaj, koliko je bilo, ne, pol je razpadel enkrat ta sporazum z Rusijo, da pač lahko izvažajo po Črnem morju, ne, pa spet zraste, ne, in potem tukaj, ne, sredi leta 2024 pa pride Ukrajina v spor z kmeti v Evropski uniji, predvsem v glavnem z Poljaki, ne, ker so bili pač Ukrajinci ful bolj učinkoviti, mislim, ful cenejši na trgu pač poljščine, ne, in takrat je pač Poljska dosegla, da je pač Evropska unija omejila Ukrajini njeno pač kmetijsko proizvodnjo, ne. Ja, no in tako, da se pač malo še vrneš na tisto stvar, kakšna ta ukrajinska ekonomija, vojna izgleda, skoraj povsem je pač privatna, ne. In totalno razprašena, a ne. Se pravi, vse, kar je večje, se v bistvu uvaža se pride iz zahoda, ne,
Vse te neke manjše stvari so tako razsute na tako 1000 nekih biznismenov. Ne vem, AP je imel pred kratkim en zanimiv članek, ki so obiskali nekega tipa, ki ima tovarno nekje na zahodu Ukrajine, ki je pač tako, ne vem, recimo 4krat večja kot ta soba in proizvaja pač nekje iz Nemčije privlekel neke stroje za stružnice, ne, in proizvaja 20,000 minobacače, oziroma kako se temu reče, minometalce na mesec. Še bolj nora je recimo, kaj dela Ukrajina, dela drone, ne. V Ukrajini so lansko leto izdelali 2,5 milijona dronov. Ker pač ljudje pač tako uvažajo pač to neko čip elektroniko iz Kitajske in pač tako samo vsi sestavljajo te drone, ne. In letos pač imajo, za letos imajo plan državni 4,5 milijona dronov izdelati. Pač tako, kar je malo crazy, neke te stvari, no, tako. Tako da ja, pač v bistvu država, ki je tako po ekonomskih, pač teh zunanjih kazalcih tako dosti podobna v Ukrajini, ful bolj militarizirana, pa način, kako pač v bistvu to proizvodna fura je pač diametralno nasprotna, no. Hkrati je pa to država, ki pač seveda pač izhaja tako pred 30 leti skozi zelo podobnih temeljev. In pa to, kar sem povedal na začetku, da pač se v bistvu skupaj z Ukrajini, s tem, kar se v Ukrajini dogaja, se pač dogaja neka intenzivna, v bistvu neoliberalna pač reforme, ne, v smislu pač evropskega pač nekih teh pravila, ne, z neko pač prazno obljubo, da bo pač bomo videli, koliko je na te obljubi, da jih bojo nekoč sprejeli v Evropsko unijo, ne. In ja, eno stvar sem še omenil, ne, pač vidimo, je pač deloma je že to vstopanje tudi evropskih orožarskih podjetij v Rusijo, ne. Rheinmetall pač odpira tovarno v Ukrajini. Ukrajina izdeluje pač neke havbice, ne, ki so tako najmanj pol cenejše kot pač evropske, ne, zaradi tega, ker je pač cena delovne sile ful nižja, še vedno je pač izurjena delovna sila za te panoge in tako naprej. V bistvu jaz sem tako, uro sem porabil, pa tudi v bistvu to je to, kar sem hotel povedati, ne. Hvala, Gal. Zdaj je pa čas za vprašanja oziroma komentarje iz publike, tako da če bi kdo kaj vprašal, ker dvigujete roke, evo že eno vprašanje. Hvala za predavanje. Mene zanima vire te statistike, predvsem za Rusijo, no, ker pogosto slišimo, da itak ne moramo zaupati temu, kar pride iz Rusije v smislu podatkov, tudi od centralne banke, ker pač to je nisem strani oblasti nekako omenil, oziroma ni za zaupati. Tako da ja, bi v bistvu vprašal, skje dobiš te podatke in kako komentiraš? Ja, v bistvu ruski podatki so ratali ful slabi po letu 23. Se pravi, za 24 že zadnji podatki, ki se objavljajo, ki so približno zanesljivi, se pač uporabljajo, so pač do 23. Ker do takrat so tako firme tudi pač neke finančne izkaze dajale ven, ki so pač tako po nekih računovodskih standardih. Sigurno je neka nezanesljivost v teh podatkih, hkrati so pa te podatki do te mere notranje konsistentni, da se ne zdi, da so pač povsem potvorjeni. Ker pač, če bi ti recimo potvoril podatke, ne vem, v proizvodnji avto, hkrati pa pač se ne spremeni pač proizvodnja elektrike, nekaj ne štima. In pač ta kompleksnost teh podatkov bi hitro pač pripela, da kaj tako bi kaj čudno izgledalo, no. Tako da v osnovi za tisto, kar še imamo podatke, ni tako slabo, pač neki te ankete, ki pač pridejo recimo
so tako ok, ne, ampak recimo sem povedal, da pač ne, za obrambni proračun po letu 23 ni več javen. Pač tudi Rostek ni, pač za lansko leto ni finančnega izkaza. Tako, pač so pa recimo tako, ja, neke te ankete, ki jih v bistvu, to je pa nek ostank v bistvu pač 90 zadnjih oziroma zgodnjih 2000-ih, ker pač te ljudje, ki so se pač izurili na zahodu, da delajo neke te finančne analize, pač še naprej delajo, ne, kolikor jih lahko. Ok. Imaš še vprašanje? Zanima me, če imaš mogoče kaj o vplivu vojnih veteranov na ekonomijo. Kaj zelo konkretnega ne, no, pač, ja, pač ne, v bistvu ne, no, tako. Da bi, tako, no, pač neke te anekdotične stvari so, nimam pa nobenih stvari, ki bi ti lahko tako kaj konkretnega, uporabnega povedal. Pa bi imel morda jaz eno vprašanje, zdaj kakšni zahodni analitiki glede Rusije zelo radi pogledajo obrestno mero, pa pogledajo inflacijo, pa rečejo, da je v bistvu ruska ekonomija tako se bliža kolapsu ali pa čemu podobnemu. Zdaj, kakšne bi bile lahko, mislim, potencialne projekcije za prihodnost ruske ekonomije? Če se konča vojna v bližnji prihodnosti. Ja, mislim, ruske pač te napovedi in centralne banke so pač dejansko predvsem nižji gospodarske rasti v prihodnjih letih. Tako, da pač oni v bistvu pač napovedujejo, da se bo pač njihova gospodarska rast znižala. Jaz sem dobil občutek, da se v bistvu zahodnjaki so kar nehali malo ukvarjati z Rusijo, tako sploh ne zasledim nekih teh stvari. Pač, kar v glavnem pač zasledim je to, so pač te nekaj teh bogatih Rusov, ki ima neko znatno prezenco v Londonu pa tako naprej, ne. Ta Alfa banka, ki je bila, no, te dva, pozabil sem, kako se že imenujeta, no, te dva, ki ste jih. Tako da bi pač, s tem, ko so firme šle, ne, pač so tudi izgubili pač nekak interes, pač da bi nekaj to analizirali, pa pač te zaprli so urade pa tako, no. Tako da, ja, ne vem, pač samo približno, no. Se mi zdi pa, da itak te prognoze so pač kot totalno vprašanje, koliko so upravičene tudi v drugih državah, konec koncev, no, pač oni falijo toliko se ti napovedi, da pač lahko govorimo samo o nekih trendih, po mojem, ne pa o nekih številkah. Hvala. Še tam eno vprašanje? A bi lahko sam še enkrat obnovili to zgodbo z ukrajinskimi žitaricami, bolj ali manj, če se prav spomnim. Torej, a je to, da je ukrajinsko žito in druge poljščine preplavilo evropske trge, bil eden izmed načinov, kako je Evropska unija želela z neko mogoče brezcarinsko politiko pomagati Ukrajini in ukrajinskemu gospodarstvu. In potem se vsi spomnimo takrat, ko ni bila samo Poljska, ne, še nizozemski pa belgijski kmeti so pol s traktorji vozili po prestolnicah. In to je bilo pol tam okoli evropskih volitev, če se spomnim, ne. Kako so pol tudi končali to, ali so pač sam nabili nazaj carine? Ne, kolikor se spomnim, so v bistvu uvedli neke kvote, ne, koliko ukrajinskega pač žita lahko pride v Evropsko unijo, ne. Ampak to da je ukrajinsko žito kar naenkrat preplavilo evropski trg, pa je bil pač nek plan pomoči. Ne, mislim, nisem dobil občutka, da je bil plan, no. Ampak se pravi, itak Ukrajina ni imela nekega celostnega pač trgovinskega sporazuma prej, ne. Tako da pač to je bilo, obče je bilo pač evropski trg pač ni bil odprt v Ukrajini, ne. Ne vem, ne verjamem, da so pričakovali, pa tudi ukrajinski izvoz je bil čist drugače
pač cela ta njihova infrastruktura, ki so imeli postavljeno, ne, je pa itak bila transportiranje po Dnepru, pa po teh njihovih rekah, pa tako v pristanišča na Črnem morju in potem iz tam v bistvu glavno na Bližnji vzhod, ne, neke pač take, to je bil nek tak utečen sistem v ukrajinske pač kmetijstva, ne. In šele pol, ko so začeli pač v bistvu po čist drugih poteh tudi izvažati pač to žito, je sploh lahko prišlo v Evropsko unijo, ne. Gal, Ja. jaz bi imel tudi mogoče čisto, ravno tole, kar imaš tukaj gor. Malo sem mogoče sam pogrešal torej podatke pred vojno, kakšna je bila sama obrambna industrija Ukrajine, Ukroboronprom, ne, recimo eden od sedežev je v Harkivu. Vemo, kaj je bilo v prvi fazi vojne oziroma invazije na Ukrajino, kako devastiran je bil Harkiv oziroma kako napaden. In mislim, da pri tej razpršenja, ne, tukaj se gremo tudi lahko vprašati glede same varnostne. Ja. Ker pač seveda, mislim, da sem jaz napaden, seveda bom tudi razpršil vso proizvodnjo v neke male kleti, tudi če to pomeni samo 20.000 ali pa še manj nekih projektilov. Mogoče če imaš te neke podatke, no, veš, kako je bilo to pred vojno in Ja, mislim, zdaj? nekih ful konkretnih nimam, ne. Je pa pač to, da je bila pač v bistvu ukrajinska, pač ta industrija je bila v bistvu, to je dediščina v bistvu Sovjetske zveze, ki je bila integrirana skupaj v bistvu s to industrijo v Rusiji, ne. Pa tudi Ukrajina konec konca imela izjemne, pa velike ladjedelnice na Mikoljanu ob Črnem morju, a ne. Recimo v Ukrajini je bila skoncentrirana skoraj cela sovjetska proizvodnja plinskih turbin, a ne, se pravi motorjev. Tako da ja, pač se strinjam, ja, da pač neke te velike obrati so bili pač seveda, ja, prva tarča v bistvu teh bombardiranj, a ne, ja. Pa tudi pač blizu pač ta industrija ukrajinska je bila pač veliko na vzhodu, a ne, in je bila toliko bližje v bistvu, ne, temu. Pač zgodovinsko je bil pač v bistvu vzhod Ukrajine bogat, pa zahod je bil reven, a ne, mislim, revnejši, no. Oziroma, in ni bil toliko industrializiran, a ne. Še kakšno vprašanje? Zadnja šansa. Kaj je zgodba z ukrajinskim zunanjim dolgom? Aha, ja. Ja, sej, tako, tega se nisem to poglabljal, to, no. Ja, v bistvu pač pol, kad se je vojna v Ukrajini začela, ne, te dolgovi, ki jih Ukrajina odplačuje, so v bistvu stari dolgovi, ne. In takrat v 2023 to pač refinanciranje teh dolgov, ne, se zgodi ponavadi skupaj se dogaja, velika dogaja istočasno s temi pač programi IMF-a, ne, kjer bojo pač posojila IMF-a deloma pač v bistvu nadomestilo te privatne dolgove, a ne. V bistvu problem Ukrajine je pač tak klasičen problem v bistvu vseh držav, ki se ne morejo zadolževati v svoji valuti, ne. Se pravi, se zadolžujejo v evrih, a pa v glavnem v dolarjih, ne. Dolarje lahko dobijo samo z prodajo svojih izdelkov na trgu, a ne, zunanjem trgu, ne, ki jih prodajo za dolarje. Ko se je zgodila pač ta vojna skupaj z vsem tem kolapsom pač in jeklenih produktov in tudi na začetku pač teh žitaric, ne, seveda Ukrajina ni imela nobenih virov dolarskih, s katerimi bi lahko odplačevala te posojila. Tisto, kar so imeli, so pa itak hoteli uporabiti za nakup orožja, ki so ga tudi mogli plačati v dolarjih, a ne. In takrat se je zgodil pač ta pod nekim tem okriljem IMF-a in pač teh zahodnih držav to, da so zamrznili plačevanje tega dolga do, mislim, da 27 tudi.
oziroma vse glavnice se ne odplačuje. Ne? Odplačuje se pač ponavadi, zdaj ne vem detajlov, ponavadi tako, da se odplačuje samo kupone, ne pa glavnice. In potem so oni, se pravi, tudi deloma se zmanjšal ta dolg. Mislim, da za 35%, ampak pol, ko se šteješ to, ne, dobiš da kar zadost. Ne.